imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Samo še to bi povedal, da vas spomnim, da je 6. aprila letos birma v Zagrebu, v njihovi kapeli. Zdaj so kupili veliko hišo, pa tako velika garaža je, iz katere bodo napravili lepo kapelo. Pritličje ne bo več gor zgoraj v drugem nadstropju, kot imajo zdaj. Pa veliko hišo so kupili za cel kup duhovnikov, ki bodo lahko imeli tam priorat. Ampak ta birma 6. aprila bo še vedno v stari kapeli do avgusta. 6. aprila. Torej, zgodilo se je v Angliji, verjetno pred Henrikom VIII., pred 1530 Anno Domini, da je neki fant z drugimi otroki šel tam, bil tam nekje, so hodili tam na deželi, pa je prišel en otrok k njemu, pa ga je vprašal, pravi, in mu rekel, pravi: Edmund je bilo temu fantu ime, Edmund, pravi: "Naj te Bog reši." Potem je pa rekel, pravi: "A me poznaš?" Pa je rekel Edmund, da ga ne pozna. Potem je pa otrok rekel: "Kako da ne, ko sem pa vedno s tabo? Če me želiš spoznati, pravi, poglej na moje čelo." In Edmund je pogledal na čelo tistega otroka, tistega fantka, pa je na njegovem čelu pisalo Jezus Kristus kralj. In potem je ta Jezus Kristus kralj, ta fantek pod podobo tega fantka rekel, pravi: "To je moje ime. Želim, da vsak večer v spomin na mojo ljubezen, ki jo imam do tebe, napraviš na čelu znamenje križa in izgovoriš moje ime." Se pravi, Jezus Kristus kralj. Pravi, in ta križ, to znamenje te bo varovalo pred nenadno smrtjo. Pravi, kakor tudi vsakega, ki bo to napravil vsak večer. Torej vabim vas, da si to navado prevzamete. Jaz tudi to vsak dan delam, vsak večer naredim, že dolgo časa. Torej pravi, naredimo križ na čelo pa rečemo Jezus Kristus kralj. Je še nekaj drugih takih molitev, ki bi naj rekli, preden gremo spat, ampak tale se mi zdi, da je še najboljša, ker je tudi najbolj zagotovo od Boga. Ja, torej zakaj Jezus kralj? Veste kaj? Danes praznujemo Jezusovo najsvetejše ime. Jezus pomeni Bog, ki je odrešenik, ali dobesedno Jahve odrešuje. Bog odrešuje, Bog nas rešuje in zveličuje. Jezus je rekel sveti Gertrudi, pravi: "To ime bom vrezal na tvoje ustnice in želim, da ga vsem prenašaš." Pravi, kadarkoli boš svoje ustnice premikala, pravi, ko boš izrekala moje ime, boš zaigrala najlepšo melodijo, pravi, za moja ušesa. Sveta Mehtilda ali Matilda po slovensko je povprašala: "Moj Gospod," pravi, "kaj pomeni to tvoje čudovito ime, ki ti ga je dal nebeški Oče?" Vemo, da je angel Gabriel sam rekel, da naj dajo otroku ime Jezus, ki bo rojen po Svetem duhu iz Marije. Pravi, potem je pa Jezus odgovoril, pravi: "To je ime odrešenika, rešitelja za vse večne čase, kajti jaz sem odrešenik, rešitelj in odkupitelj vsega, kar obstaja, kar je bilo in kar bo. Jaz sem odrešenik, rešitelj tistih, ki so živeli pred mojim učlovečenjem, in rešitelj, rešenik vseh tistih, s katerimi sem se pogovarjal, ko sem bil na tej zemlji, ko sem živel na tej zemlji. Odrešenik vseh tistih, ki so sledili mojemu nauku in ki hočejo hoditi po mojih stopinjah vse do konca časov." Pravi, to je moje najpomembnejše ime od začetka časov, ki mi ga je dal moj Oče. Pravi, in je nad vsakim drugim imenom. No, in potem imamo celo vrsto svetnikov v zgodovini katoliške cerkve, ki so razširjali slavo in hvalo in moč tega božjega imena. Med njimi so sveti Pavel, seveda najprej apostol vseh narodov, potem sveti Bernardin Sienski. On je recimo
širil pobožnost svojega najsvetejšega imena s tem, da je napisal IHS, ki je začetnica grškega imena za Jezusa. Nekje imam to. Imam tule razloženo. Ja, začetnica za IHS. No, in s tem znamenjem tudi blagoslavlja ljudi in Bog je veliko čudežev napravil po tem njegovem znamenju. Imamo tudi latinski pregovor, ki pravi sit non Domine benedictum, to se pravi, naj bo hvaljeno Gospodovo ime. In naš Gospod je razodel sveti sestri v Parizu pred nekaj stoletji posebno molitev, ki se takole glasi: Naj bo najsvetejše, najbolj posvečeno, najbolj čudovito, najbolj nepojmljivo in najbolj nepopisljivo ime Boga vedno hvaljeno, blagoslovljeno, ljubljeno, češčeno in slavljeno na nebesih, na zemlji in pod zemljo, od vseh božjih bitij in od svetega srca našega Gospoda Isusa Krista, najsvetejšem tajnem sakramentu. Amen. Vidite, tej molitvi je Jezus dal ime Zlata puščica. To Zlato puščico, to molitev imate v vseh teh molitvenih, ki smo jih mi izdali. Tudi jaz, kolikor vem, sem to dajal na listkih svojim vernikom leta in leta. Vidite, in to je ta Zlata puščica, pravi Jezus, je molitev, ki prebode z ljubeznijo njegovo srce. Zakaj? Ker na žalost obstaja na tem svetu ljudje, so obstajali in obstajajo, ki preklinjajo Božje ime, ki so bogokletneži. Bogokletstvo je eden najhujših smrtnih grehov, kar jih lahko človek naredi na tem svetu. In zato nam je Bog dal to molitev, s katero nevtraliziramo oziroma Boga potolažimo zaradi teh bogokletij in mu zadoščujemo za ta bogokletja, kar je bistveno za naše življenje. Kajti, kot je rekel Jezus, pravi, brez zadoščevanja za grehe človeštva, pravi, gorje tistemu narodu, kjer ni ljudi, ki zadoščujejo za grehe ljudi. Sploh pa seveda za bogokletja. Škof Stepinac je rekel, pravi, naj vas bo sram, bogokletneži, pravi, psovači, se pravi, tisti, ki psujejo, po slovensko bi rekel, ki preklinjajo, pravi, vaše psovke, se pravi, so največ pripomogle, da je prišlo do strahot druge svetovne vojne. In to našo čudovito hrvaško zemljo, pravi, seveda, spravile pod Božjo kazen. Glejte, enako lahko rečemo tudi za Slovenijo. Jaz sicer dolgo nisem vedel, ampak nekje sem pa prebral, da je verjetno Bog dopustil, vidite, takšno hudo revolucijo pa klanje Slovencev, med vojno pa po vojni, da je Slovenija pravzaprav cela zbirka teh grobišč pa morišč, vidite, zato, ker so tudi baje Slovenci imeli zelo navado veliko preklinjati Boga. Pravi, da je šlo za kazen za bogokletje. Večkrat sem vam že govoril o svetem kralju Ludviku IX. To je bil francoski kralj, ki je živel v 13. stoletju. Tole je njegov kip na konju s trnovo krono v roki. On je bil tisti, ki je dal napraviti Sainte-Chapelle, sveto kapelo v Parizu, prav za sveto trnovo Jezusovo krono, ki je dobil. In je pa še neke druge relikvije od Jezusa, se pravi, del pravega križa, trnovo krono, pa še neke druge relikvije. No, in on je živel 1924-1970 Anno Domini, 44 let je bil star, ko je umrl. Vidite, ampak on je bil izredno svet kralj. On je bil zelo pravičen, katoličan, seveda. Imamo seveda ohranjen njegov spokorni bič, ki ga je uporabljal, čeprav je bil poročen. Imel, ne vem, več kot 10 otrok. Spokorni bič, njegova žena je bila pa čisto drugačna kot on, ampak jo je krotil kar dobro, hvala Bogu. Ja, no, in pa imel spokorni bič, spokojno spodnjo obleko je nosil in tako naprej. Zelo svet katoliški kralj. Živel zelo skromno, bil zelo pravičen je bil, tako da vsak je pri njem lahko našel pravico, če je bila pravica na njegovi strani.
ampak do bogokletnežev je bil pa zelo, zelo oster. In je razglasil, pravi, da bo bogokletje v svojem kraljestvu neusmiljeno kaznoval. In neki visoki dostojanstvenik v Parizu, verjetno politični kakšen plemič, kaj takšnega, si je mislil: saj kralj je tako usmiljen, saj ne bo svoje kazni, ne bo me kaznoval. In je kljub temu, vidite, preklinjal Boga. In so ga pripeljali pred Ludvika devetega. In kaj mislite, kako ga je kaznoval? Dal mu je prebosti njegov jezik z žarečim šilom. Žarečim šilom. In potem so mnogi so bili zgroženi nad tem, ne. Zgroženi, ampak sveti Ludvik je rekel takole, pravi. Pravi: "Daj Bog," pravi, "da bi jaz imel preboden moj jezik z žarečim šilom," pravi, "če bi lahko s tem trpljenjem," pravi, "izkoreninil iz svojega kraljestva," pravi, "vse besede bogokletja," pravi, "ki so izrečene proti Božjemu najsvetejšemu imenu." Vidite. Tako je on kaznoval bogokletje. No, naj povem, da enako kot bogokletje, se pravi, da čeprav, če kdo preklinja Boga, enako je, če kdo preklinja Božjo mater Marijo, oziroma še hujše, Jezus pravi, še bolj kaznuje grehe proti Mariji kot proti njemu, vidite. Ali proti svetim Jožefu ali katerikoli svetniku ali angelu. Ali karkoli, vidite, kar je sveto v katoliški cerkvi. No, in dokaz za to, vidite, kako Jezus, seveda, Jezusovo ime je Božje ime, najsvetejše ime nad vsemi imeni. Vidite, ampak kako Jezus časti seveda tudi upošteva Marijino ime, je neki dogodek, ki se je zgodil neki ženi, kar je bilo opisano na blogu catholic-exchange.com. Pravi, neka gospa, verjetno Američanka, pravi, da je imela nočno moro, poročena, pravi, in sanjalo se ji je, kako je tekla skozi neko prekleto hišo, pravi, in kako jo je neki hudič, neki demon preganjal. Pravi, iz tiste hiše ni bilo nobenega izhoda. Pravi, na koncu sem prišla do nekega stebrišča. Pravi, ni bilo nobenega izhoda, pravi, in vsa je bila prestrašena. In potem je začela kričati: "Gospod, Gospod!" Klicala Jezusa na pomoč. Pravi, ampak nič se ni zgodilo. Hudič jo je še naprej preganjal, potem je potem ona še naprej bežala, klicala Gospoda, ampak nič ni pomagal. Potem je pa prišla do nekega stebrišča in zagledala portret Blažene device Marije, se pravi sliko, podobo Blažene device Marije. Pravi, pogledala sem na to sliko in izgovorila njeno ime: "Marija." Pravi, in v trenutku, pravi, so se ji oči odprle, konec je bilo tiste nočne more, pravi, in se je zbudila in je bila rešena. Pravi, vidite, potem se je pa spraševala, kako to, pravi, saj Jezusovo ime je Gospod, to je najmočnejše ime, zakaj mi Jezus ni pomagal, ko sem klicala na pomoč, zakaj mi je šele pri Mariji. Potem je pa ugotovila, pravi, zdaj pa vem, pravi, zakaj, pravi, zato, ker Jezus je to že večkrat zgodil, pravi, kajti hudič, pravi, je veliko bolj ponižan, ko ga Bog premaga, če ga poniža Božja mati Marija, kot če ga poniža on sam. Ne zato, ker je bila Marijino močnejša od Božjega imena, ampak zato, ker Bog ponižuje, vidite, hudiče, demone, s tem, da jih premaguje s pomočjo Marije in z močjo njenega imena. Torej, zatekajmo se k Božjemu imenu in Bog nas obvari pred bogokletjem. Če slišite koga, da preklinja Boga, je treba se odločiti, vidite, imamo dve možnosti, ali da reagiramo ali da ne reagiramo. Jaz sem že večkrat rekel, da sem enkrat, sem bil v Beli krajini, sem stopil na trgovino in točno sem vedel, zato ker sem stopil v trgovino s svojim talarjem kot duhovnik, je nekdo na glas preklel Boga. Jaz sem množici ljudi nisem vedel, kdo je to bil. Nemogoče vedeti, kdo je to bil, ker je bilo veliko ljudi noter. Vedel sem pa, da je bilo zaradi mene, točno sem čutil, da je bilo zaradi mene. In sem na ves glas zaklical: "Sit nomen Domini benedictum," pa pravzaprav zapel: "Naj bo hvalno Božje ime." Vidite, torej tudi, če smo v neki družbi, ki jo poznamo, ne vemo, da je nekdo preklel Boga ali kakorkoli, Marijo, Jezusa, karkoli že svetega.
smo dolžni seveda braniti Božjo čast in slavo. Razen, če bi ugotovili, da bi bila naša reakcija na to, da bi napravila več škode kot koristi. Da bi tisti preklinjevalec ali preklinjevalka, naj bo moški ali ženska, oboji so obstajali, veste, da bi potem še bolj preklinjali Boga ali pa kogarkoli, kar je svetega, razumete. Če bi ugotovili, da je tako, potem je boljše iti proč in s tem pokazati, se pravi, s to makromimiko pokazati, da se s tem ne strinjamo in da je to greh. Ampak ponavadi, če ste v kaki družbi sorodnikov ali pa tako naprej, se da reagirati, se pove. Jaz ponavadi sem vedno res rekel: "Kaj ti je pa Bog napravil, da ga preklinjaš?" Ponavadi vedno odprejo usta. Kako sploh na to ne pomislijo. In ja, to je iz navade, čakaj malo, ampak ti si moral nekaj časa to delati, da si se lahko navadil, razumete. Se pravi, ti si moral nekaj časa zavestno to početi. Ali pa kdorkoli že, ne. Jaz vprašam: "Kaj ti je pa Bog napravil?" In potem, ko ni nobenega odgovora, on te je ustvaril. Odrešil s svojo krvjo na križu. Ti odprl nebesa, lahko greš v nebesa in s tem poklinjaš Boga. Enkrat sem prišel v drugo trgovino tam v Beli krajini, je tudi nekdo preklel Boga. Sem rekel: "Gospod," sem prišel do njega, saj sem vedel, da je bil, ker je bil prodajalec. Sem prišel do njega, sem rekel: "Gospod," sem rekel, "preklinjanje Boga," sem rekel, "je najbolj gotova, najkrajša pot v pekel." Je rekel: to je pa veliko premoga, da bo pekel." Sem rekel: gospod, ne, Bog ne bo nobenega premoga." Ampak tako sem mu povedal: "To je najkrajša, najzagotovejša pot, da boste prišli v pekel." Če si kje vzel k srcu, ne vem, to je bilo pred, koliko je bilo, 2023, se pravi pred 22 leti. Ja, vidite, tako je treba narediti. Tudi če se potem začne norca delati iz mene, to je njegov problem. Ampak mogoče bo pa kdaj začel razmišljati, vidite, pa bo kakšna bolezen prišla, kakšen križ, kaka nesreča, pa se bo spomnil, pa mogoče se bo pokesal, pa bo rešil dušo. Kajti če ne bo rešil duše, potem bo gorel za vso večnost v peklu. In zapomnite se nekaj, tisti visoki gospod v Parizu, vidite, ki je preklinjal Boga, pa so mu s šilom, z žvečnim šilom prebodli jezik. Tisto prebodanje jezika je bilo boleče, seveda je bilo, ampak prava šala v primerjavi s tem, kar je ta človek doživel, če se je pogubil. Zapomnite si. Prava šala v primerjavi s tem, vidite, kaj ljudje, tisti, ko so pogubljeni, vidite, kaj trpijo v peklu, vidite, zato, ker so to počeli, ali pa še so se borili za katerimkoli drugim grehom. Torej, da ne bom predolg, potem tisti blagoslov tiste vode traja ene pol ure, mislim, da traja. Samo še za konec naj omenim tole, vidite, kar je rekel apostol Peter v današnjem berilu. Pravi: "Nobeno drugo ime na tem svetu ni dano ljudem, da bi se mogli v njem zveličati." Koga mislite, da je apostol Peter, prvi papež, postavil na laž s to izjavo, z enim samim stavkom? Našega papeža, njegovega naslednika. Kajti naš papež trdi, da vse vere vodijo Bogu, se pravi, vsa imena vseh božanstev, vse vodijo Bogu. Apostol Peter pa pravi: "Ne, nobenega drugega imena ni dano po njem, da bi se mi mogli v njem zveličati." Vidite, z enim samim stavkom postavil na laž našega papeža. Kdo mi može dokazati, naj mi kdo dokaže, da to ni res. Naj mi dokaže katerikoli škof ali kardinal na tem svetu, da to ni res, ali pa papež, sam če more, vidite, ne more. Kajti dokaz, vidite, je Božja beseda svetega apostola Petra. Ja, vidite, to je pa žalostna stvar. Torej, zapomnimo si, vidite, kaj modernizem počne, ko uči takšne neumnosti, in zapomnimo si, da ni nobenega imena, vidite, za njim pa seveda Najsvetejše Marijino ime, ki nas zveličuje in nas bo nekoč pripeljalo v nebesa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.